rešimo take trigonometrične enačbe, ki se rešijo s pomočjo enačb druge stopnje. Sedaj, tukaj imamo kosinus na drugo in sinus na prvo. Moramo imeti isto vrsto kotne funkcije, zato zamenjamo eno z drugo. Katero? To, ker vemo, da sinus na drugo plus kosinus na drugo je enako 1. Torej, namesto kosinus na drugo napiše 1 minus sinus na drugo. Sedaj množimo. 2 minus 2 sinus na drugo x plus 3 sinus x je enako nič. Sedaj preuredimo po potencah. Minus 2 sinus na drugo x plus 3 sinus x plus 2 je enako nič. Nas zelo moti ta minus pred členom druge stopnje, zato enačbo pomnožimo z minus 1. 2 sinus na drugo x minus 3 sinus x minus 2 je enako nič. Sedaj se prav nam zdi skoraj enačba druge stopnje. Torej, kaj naredimo? Uvedemo novo neznanko t, ki je enaka sinus x. In torej tukaj lahko napišemo 2t na drugo minus 3t minus 2 je enako nič. In to je prav enačba druge stopnje. Jo rešimo s formulo. Minus b, minus minus 3 je 3. Plus minus koren b na drugo minus 4ac. Vse uljomljeno 2. Torej 9 plus 16 je 25, pod korenom je 5. Torej tukaj 3 minus 5 je minus 2, torej minus 2 je četrtini, 3 plus 5 je 8, 8 četrtin, minus 2 četrtini je minus 1 polovica, 8 četrtin je 2. Smo postavili, da t je enak sinus x, torej zdaj bomo rešili dve enačbi. Sinus x je enako minus 1 polovica in sinus x je enako 2. Če tukaj bi imeli sinus x je plus 1 polovica, bi dobili neko znano vrednost. Bi dobili 30 stopinj. Sinus od 30 stopinj je 1 polovica. Sinus je koordinata y. Torej gledamo, tukaj imamo 1 polovica. Samo mi moramo rešiti, sinus x je minus 1 polovica. In torej kot je ta minus 30 stopinj, ker se vrtimo v obratno smer. Torej, x1 je minus 30 stopinj. x2, če se spomnite pri elementarnih trigonometričnih enačbah s sinusom, x2 je 180 stopinj minus prva rešitev. Torej, 180 stopinj minus minus 30 stopinj, 180 plus 30 je 210 stopinj. Vsekakor 210 stopinj imamo tako. In tukaj vidite, je še zmeraj ista koordinata y. Torej, 210 stopinj napišemo torej dokončne rešitve tega. X je minus 30 stopinj plus k krat 360 stopinj. X je 210 stopinj plus k krat 360 stopinj. K pripada z... Bi lahko napisali v radijanih, bi napisali minus pi šestin plus k krat 2pi, ali pa 210, koliko je v radijanih, je 180 plus 30, pi plus pi šestin, 1 plus 1 šestina je 7 šestin, torej 7 šestin pi plus k krat 2pi. Sedaj moramo rešiti to, vendar ta enačba nima rešitve, ker vrednosti sinusa in kosinusa so med... Torej, sinus in kosinus zavzameta vrednosti med minus 1 in 1. Torej, ne obstaja nobeno realno število x, za katerega sinus x je enako 2. Ta nima rešitev. Torej, te so vse rešitve prvotne enačbe. Sedaj rešimo še eno tako enačbo. Osem sinus na drugo x
minus 2 cosinus x minus 7 je enako nič. Sedaj bomo zamenjali sinus na drugo. Namesto tistega napišemo 1 minus kosinus na drugo. Množimo 8 minus 8 kosinus na drugo x minus 2 kosinus x minus 7 je enako nič. Sedaj uredimo po potencah. Minus 8 kosinus na drugo x minus 2 kosinus x. 8 minus 7 je plus 1, je enako nič. Sedaj, ker tukaj nas zelo moti ta minus pred členom druge stopnje, kot prej, množimo z minus 1. Torej 8 kosinus na drugo x plus 2 kosinus x minus 1 je enako nič. Sedaj uvedemo novo neznanko, t je enako kosinus x. In torej dobimo 8t na drugo plus 2t minus 1 je enako nič. Rešimo s formulo minus b plus ali minus koren b na drugo minus 4ac ulomljeno 2. Torej, 4 plus 32 je 36, pod korenom je 6. Torej, minus 2 minus 6 je minus 8, tukaj ulomljeno 16. Minus 2 plus 6 je 4 ulomljeno 16. Tukaj imamo minus 1 polovica, tukaj 1 četrtina. Torej, moramo rešiti dve enačbi. Kosinus x je minus 1 polovica in kosinus x je 1 četrtina. Sedaj, če bi imeli kosinus x je plus 1 polovica, bi imeli eno znano vrednost. Bi imeli 60 stopinj. Kosinus od 60 stopinj je 1 polovica. Kosinus je koordinata x. Tukaj imamo 1 polovica. Vendar mi moramo rešiti, kosinus x je minus 1 polovica. Torej, kot je tale. Ta točka je simetrična tej točki, ta kot torej bo 60 in torej tiste, ki ga iščemo, je 180 minus 60, torej 120. x1 je 120 stopinj. x2, če se spomnite elementarne trigonometrične enačbe s kosinusom, imamo x2 je nasproten od x1, torej minus 120 stopinj. Torej, lahko napišemo vse rešitve, ja, samo ena opomba, minus 120 stopinj nekomu se zdi grdo napisati, ker minus 120 pomeni tako tukaj. Nekdo bi ga rajši napisal s pozitivnim kotom, torej bi bilo 180 plus 60, tukaj se ne vidi dobro na risbi, je 240 stopinj, je šteto na drugi strani samo, bi se lahko, ampak ni zgrešeno niti napisati tako. Plus minus 120 stopinj plus k krat 360 stopinj, k pripada z. Torej, te so rešitve te prve, bi lahko napisal v radijanih, piše 120, plus minus 2/3 pi plus k krat 2 pi, bi lahko napisali. Sedaj rešimo to, torej za kosinus x je 1/4, nimamo nobene znane vrednosti, lahko dobimo samo en približek, torej x1 bomo napisali kar arc cos od arcus cosinus od 1/4. Če vi lahko zračunate približek z znanstvenim žepnim računalnikom, v matematiki rajši pustimo napisano tako, x2 je njegov nasproten in torej lahko napišemo x je plus minus arc cos 1/4 plus k krat 360 stopinj, k pripada z. Če bi napisal v radijanih, tukaj nimamo kaj arc cos 1/4 ostane tisto, torej bi napisali plus minus arc cos 1/4 plus k krat 2 pi. In torej, te rešitve skupaj s temi rešitvami so rešitve prvotne enačbe. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.